Akademskih 5 minut je za nami, kar pomeni, da uradno tudi lahko začnemo. Vsi gosti so z nami, Eva, Jaka in pa Urban. Jaz sem tukaj, tako da lahko začnemo današnji Startup misli. Današnji misli še v online obliki, kakšni prihodnji, pa mogoče tudi že v živo v mariborski Kibli. Danes imamo z nami 3 super zanimive goste, kot sem že povedal, Jaka, Eva in pa Urban, s katerimi bomo nekako prediskutirali ali pa govorili o lekcijah, ki so jih ti 3 podjetniki nekako pridobili ali pa o izkušnjah, ki so jih pridobili v preteklih 2 mesecih, ki so bili specifični, kot verjetno vsi veste, ali pa boste uganili zaradi česa, zaradi pač razmer, povezanih z korono. In ti vsi 3 podjetniki in podjetnica so specifični iz tega, ker so v ta 2 meseca ali v te specifične razmere, v kateri smo bili nekako prisiljeni, izkoristili v svoj prid in nekako iz te, bom rekel, krize ali pa specifičnih razmer, ker v bistvu izšli zmagovalci. Torej, današnji webinar ali pa pogovor želimo narediti čim bolj interaktiven, zato smo pripravili nekaj vprašanj. Vprašanja lahko zastavljate, oziroma ankete lahko zastavljate v orodju Slido. Če greste na slido.com in kot ime dogodka vpišete korona, boste prišli do ankete, kjer vas čaka že prvo vprašanje, ali v vašem podjetju sodelujete z influencerji. Še 3 takšna vprašanja nam tekom današnjega pogovora čakajo. Ta vprašanja oziroma vaše odgovore bomo upoštevali in se z njimi malo poigrali tekom pogovora z našimi gosti, tako da bo današnji pogovor, današnji misli malce bolj interaktiven, malce bolj zanimiv. Tako da vas vabim, da se pridružite oziroma kliknete nov zavihek na vaši spletni strani slido.com, #korona in da glasujete oziroma odgovorite na vprašanje, ali v vašem podjetju že sodelujete z influencerji, da ali ne. Okej, zdaj pa kar k našim gostom, še enkrat Eva Uroš in pa Jaka so z nami. Začnimo z kratkimi predstavitvami, pa bomo kar začeli kot iz te slike sodeč z dobro hrano in pijačo, za katerim podjetjem pa to stoji, pa mislim, da bo povedal sam gost. Izvoli, Jaka, zelo kratko predstavitev, s čim se v vašem podjetju ukvarjate in torej kakšna 2 meseca sta za vami. Jaka, beseda je tvoja. Za vse ostale, torej tudi tiste, ki pa sodelujete na današnjem webinarju, pa vas vabim, da v chat Zooma sproti pišete kakšna vprašanja. Jaz imam ta chat odprt in bom jih sproti spremljal in poskušal na vaša vprašanja tudi zastaviti gostem in tudi odgovoriti. Zdaj pa kar k našim gostom. Jaka, beseda je tvoja. Čau, se me v redu sliši? Super. Ja, čau vsi. Fajn je biti na drugi strani še mogoče kot udeleženec, ne kot host. V zadnjih 2 mesecih smo naredili, zdaj jih bo že kar po moje 15 ali pa 20 takih seans, pri čemer tukaj danes bomo se bolj pogovarjali o biznisu, mi pa na naših se bolj pogovarjamo o vinu in o koktejlih, tako da tematika je ničkem drugačna, ampak način je pa dosti podoben. Zdaj predstavljajte si, da bi mi vsi mogli iti v eno sobo in je bilo to prepovedano in dejansko so ljudje tudi ugotovili, da je to tudi časovno zelo veliko časa vzame. In to je bil naš mogoče največji izplen oziroma največje dognanje, ki se je zgodilo med korono. In v bistvu to je bilo, da obstajajo načini, da lahko ti gastronomijo preseliš na internet, ker industrija je zelo starokopitna in ni glih na to pripravljena. Tudi zdaj, ko se situacija izboljšuje, zelo veliko slavnih šefov in someljejev in barmenov v bistvu
nagovarja, da je nemogoče to industrijo spraviti na internet. Mi se s tem ne strinjamo, ne pravimo, da bo izključno na internetu, ker mi smo že začeli tudi s fizičnimi dogodki nazaj, ampak nam je pa pač ta internetni del zelo veliko odprl nekih novih priložnosti. Kaj pa Noir sploh je? Noir je pa v bistvu brand in skupnost. V bistvu podobno, kot si ti Urban prej govoril, da je Startup Maribor pač skupnost, ki dela na tem, da pomaga podjetnikom itd., je Noir skupnost ljudi, ki cenijo dobre gastronomska doživetja, dobro vino, dobro hrano, in Noir je nek brand, ki predstavlja kvaliteto v tej industriji. Hvala za ta jedrnat povzetek. Mogoče nam Jaka poveš še, kaj ste pa vi prej počeli, torej kaj je bil Noir Food v bistvu pred korono, torej ko smo še lahko veselo skakali po ulicah, po lokalih, po gostilnah. Kaj je bil, kako ste sploh začeli s tem Noir Foodom? Mi smo v bistvu začeli s fizičnimi dogodki. Zdaj, jaz mislim, da ZDA so par let pred nami, kar se tiče buildanja teh brandov in communityja. Jaz sem tudi sam tam preživel par let in v bistvu je zelo zanimiv, kako so se ljudje tam začeli grupirati v neke skupince ljudi, ki pač imajo neko skupno prepričanje, v nekaj skupnega verjamejo, se potem dobivajo na dogodkih in ne vem, če samo pogledamo, recimo, če je Y Combinator nek standard, kam se bojo startupi nagibali, če pogledamo zdaj zadnji batch v YC-ju, je bilo kar par firm, ki pač združujejo ljudi neke iste vertikale. V tem primeru v YC-ju je bilo podjetje, ki združuje ženske nad 50 in je bilo podjetje, ki združuje ljudi, ki prihajajo iz Indije. In pač mi smo se pa odločili, da bomo združevali ljudi, ki cenijo dobro hrano in dobra vina. Tako da mi smo ful veliko vsebin proizvajali, ful veliko smo delali fizičnih dogodkov, prodajali smo stvari, v kere mi verjamemo. Nekaj časa smo imeli tudi plačljiv membership, ki smo ga pol sicer ugasnili, ker se mi zdi, da ni še bil ta prav čas. Vse je nekako temeljilo na teh fizičnih stikih, in res je fajn, še posebej, če si v gastronomiji, ker enkrat ljudje uživajo v tem, kar ti skreiraš, pač dober event v gastronomiji odfurati ali pa tako dober večer v eni restauraciji je kar en najboljših feelingov, ki ga lahko človek doživi. In normalno, da je pol za nas totalna panika napadla, ker industrija je taka, da je treba ljudi dati skupaj in kar naenkrat je bilo to z zakonom prepovedano. Tako da nas je na začetku zelo dobra panika napadla. Še mogoče ta detajl, skratka z Noir Foodom, tudi član še vedno Techstarsa v Londonu, tiste investicijo silicijevih vrtičkov. Mogoče še na kratko o tem, torej kaj je morda prepričalo Techstars in pa tudi investitorje, morda na prvo žogo, kljub temu, da je to zelo propulzivna panoga, kot si rekel, v YC-ju se seveda kot nekemu takemu lakmusovemu papirju trendov je kar nekaj teh podjetij. Kako je iz korone oditi kot zmagovalec? Vse ostale, prosim, če se date na mute, da ne bomo v 38 dnevnih sobah, ampak samo v tem zaenkrat. Jaka, morda še to, skratka, zakaj investicija, kje vi vidite ta neki potencial, bom rekel, hitre rasti, ki je značilen za podjetja, ki prejmejo torej neko angelsko investicijo in za podjetja, ki se pridružijo pospeševalnikom, ali pa elitnim pospeševalnikom, kot so Techstars? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Zdaj, Techstars ima ene prednosti in sicer, kar je drugačen od YC-ja, je, da v Techstarsu je managing director tisti, ki odloča, v koga bodo investirali in v koga ne. In mi imamo srečo, da Eamon Carey, ki je managing director Techstarsa v Londonu, ki mislim, da ste ga imeli tudi možnost spoznati na Techstarsu, je res odličen človek. Ne bom rekel, da ostali investitorji naši niso odlični ljudje, vsi so odlični ljudje, ampak Eamon res razume, kakšno lahko ti moč narediš, če si community in da v bistvu gradiš startup mičken drugače. Če pogledamo neke znane primere brandov oziroma communityjev, če gremo v fashion, je High Snobiety naš
nekako North Star. In Highsnobiety se je drugače začel buildati, kot se startupi buildajo. Ponavadi startupi zrezajo ful veliko kapitala in pol ta kapital trošijo na polno. Highsnobiety se je pa začel kot bootstrapan startup in je prvič rezal, ko je imel že 250 zaposlenih. Se pravi, ti firmo buildaš iz drugačnega načina. In tudi mi smo Noir začeli buildati iz drugačnega načina. Mi smo v tem letu pa pol, kar obstajamo, izredno malo denarja zbrnali naš runway, tudi z investicijo, ki ni zdaj megalomanska. V Silicon Valley so podobne firme, če pogledamo v IC-u, Revel je rezal $4 milijone, pa kakor jaz vem, ima slabše številke, kakor mi smo rezali, ne vem, manj kot desetino tega. Skurali smo zelo, zelo malo in imamo še veliko kapitala, da lahko gremo še par leta. In v bistvu zdaj tu je trend, da buildaš zebro, se pravi firmo, ki vsem si želi biti $1 billion company, ampak se ne zadušiš svojo lastno valuacijo. Na YC-u zdaj so bile firme z 30 milijard plus, ki 2 človeka ga furata brez klientov, brez česarkoli. In so rezali samo na hype, kar pomeni, da ko boš naslednjič rezal, bo toliko težje, ker boš mogel justifyati svojo valuacijo. In mi dva smo imela z Eamonom veliko pogovorov glede tega, in dejansko mi smo bili prvi, ki smo se v Techstars v Evropi začeli pod tem trendom prijavljati. Za letošnji batch je bilo pa ogromno firm tega tipa, tako da pač ta trend prihaja v Evropo in jaz si tako mislim, da moraš biti ahead of the curve. Še to, ker si ravno govoril o trendih, pa da ste bili prvi, ki ste bili v tem trendu v Techstarsovem batchu. Zdaj, kaj pa je tebe kot motorja te zgodbe pripeljalo do tega trenda? Torej, kje si začutil ta trend, kako si v bistvu bil pred ostalo Evropo, kar se tiče podjetniške ideje pa priložnosti, ki se je pojavila na trgu? Mislim, jaz sem ful tak avtističen, ko pride do zbiranja nekih informacij in pač preživim ful veliko časa na Crunchbase in na podobnih stvareh, ker mi je to zanimivo, ker je startup način življenja, ni samo neka služba. In imeli smo tudi srečo, da smo na Povijotu delali s parimi podjetji, ki so res bila močna v tem, kar so delala. In pač jaz sem imel to srečo, da sem ta podjetja videl navznoter, pa videl, kaj ona naredijo, ko imaš ti nek močen brand postavljen in premakneš milijon ljudi naenkrat, in to je mene začelo zelo privlačiti. In po drugi strani je pa gastronomija ostala v kameni dobi. Industrija je res zelo stara, pa ni tako stara zaradi korporacij, ampak stara zaradi mindseta ljudi. Si prej, predtem si štartal v Norfood, kolikokrat na teden si skuhal kosilo, koliko dogodkov si pri sebi gostil, je bilo to nekaj, s čimer si živel, pa te je veselilo, je bil tvoj hobi, ali je to potem kasneje postalo tvoj hobi? Jaz sem zelo užival v gastronomiji, ne toliko produkcijski, kakor v konzumentski, če se tako izrazim. Tako da ja, naredili smo tako par eventov tudi za prijatelje, pa to, ampak niti ne toliko veliko, kakor mogoče bi bilo potrebno na začetku. Mi smo v bistvu kar zelo hitro zadevo dosti resno zaštartali, še na začetku, ker smo mislili, da se bo dal samo živeti od dogodkov. Jaz sem tudi naredil pol tale someljejski izpit 2. stopnje in sem tudi svoje tastinge začel delati, pa tako, ampak ni bilo toliko tega, kakor bi mogli biti. Če bi še enkrat se tega šli, bi definitivno 1 leto delali samo dogodke za side job, pa pol skočili noter v to, ker smo se pač v tem prvem letu ful veliko naučili. In bi s tem še manj keša zbrnali, še daljši runway imeli itd. Temu se še vrnemo, kaj bi spremenili, če bi imeli čarobno palčko in se vrnili v preteklost. Hvala, super, Jaka, taki sočen in zanimiv uvod. Naslednji je Urban, moj soimenjak. Urban, s čim se vi ukvarjate, z influencerskim marketingom? Če pogledamo malo našo anketo, 18%
tistih, ki je sodelovalo v anketi, torej že sodeluje z influencerji. To je verjetno tudi del odgovora, Urban, zakaj ste vi šli v to panogo in s čim se torej ukvarjate. Povej, Urban, s čim se vi ukvarjate in kakšna 2 meseca sta za vami. Živijo, še z moje strani. Jaz sem Urban, sem co-founder podjetja Influji. Kaj v bistvu mi na Influiju počnemo, je v bistvu, se pravi, smo platforma za influencer marketing, pa v bistvu zdaj zadnjih par mesecev tudi za content creation. Se pravi, kaj počnemo je to, da dobimo naročilo od firme, se pravi, da bi želeli speljati recimo neko kampanjo in mi v bistvu na drugi strani platforme imamo marketplace, v bistvu teh naših kreatorjev oziroma influencerjev, ki se na te kampanje prijavljajo. Mi jih pa v bistvu imamo nekako razporejene v neke kategorije, pa v bistvu iz katerih držav so, se pravi, da lahko v bistvu, ne vem, Equa naroči kampanjo s fashion blogerkami v Nemčiji. Recimo, ne, in se pravi, na naši platformi tako kampanjo izpeljejo brez problema. Zdaj, v bistvu, kar smo se pa zadnjih par mesecev lotili, je pa v bistvu, se pravi, content creation, kar pa pomeni, da podjetje ne v bistvu izpelje influencerske kampanje prek nas, ampak preko nas naroči, se pravi, vsebine, ki jih potem lahko uporablja predvsem na svojih oglasih. Se pravi, namesto da organizirajo svoj photoshooting ali pa imajo v bistvu nek svoj internal creative team, v bistvu pri nas rečejo, rabimo, ne vem, 10 unboxing videov, parent, neka oseba, ki je, ne vem, parent, in mi v bistvu najdemo take kreatorje, ki posnamejo, ne vem, unboxing videe njihovih produktov in jih preko naše platforme pač naložijo k njim. S tem jim prihranimo v bistvu ful časa. Pač druga stvar je to, da v bistvu te vsebine veliko bolj delujejo na oglasih, kakor navadne, ne vem, ki bi jih posnel v studiu, zaradi tega, ker so bolj pristne. In ja, na kratko je po mojem v bistvu nekako to. Zdaj, če sodimo tudi po temu procentu, koliko sodelujočih v anketi že sodeluje z influencerji, skratka, to ni stvar, ki je nova, skratka, to je en zelo močen trend. In močen trend pomeni tudi, da je na tem področju kar veliko, ali pa so kar številne rešitve, kar številna podjetja. Zdaj, v čem ste pa vi drugačni? Torej, zdaj, eno je ta content creation platforma, ki si omenil, kaj pa prej, preden še tega niste imeli? Ja, v bistvu prva stvar, pač ena stvar, ki smo mi v bistvu nekako videli, da konkurenca nima dobro rešen, je to, da je v bistvu praktično lahko vsak bil influencer. Se pravi, platforme niso pregledovale, a ima nekdo fake sledilce, koliko dober content dela in take stvari, in smo se mi v bistvu želeli nekako pozicionirati kot nek top tal, se pravi, ki je v bistvu v freelancer worldu v bistvu za top developerje. Smo se v bistvu želeli tako pozicionirati, ne pa kot nek, recimo, ne vem, Upwork, kjer v bistvu lahko vsak, tudi če ne znaš dobro programirati, dobi job, pa v bistvu na koncu klient ni zadovoljen. In smo v bistvu na nek način tukaj. In v bistvu čisto isto na content creationu, da v bistvu, se pravi, zagotavljamo neko dobro kvaliteto vsebin, ki jih firma dobi prek nas. Super. Hvala, Urban, za to kratko predstavitev. Če gremo zdaj naprej, Eva še ostala izmed te trojice. Zdaj, Eva je pa nekako svojo platformo in svojo rešitvijo in svojimi izdelki skrbi za to, da če preveč uživamo hrano in se pri tem malce zledimo, pa želimo postati influencerji in biti najlepši na Instagramu, poskrbi svojo vadbo in izdelki za to, da nam to uspe. Eva, na kratko nam povej, s čim se ti ukvarjaš in kako ste začeli in kje ste danes. En lep pozdrav še iz moje strani. Moje ime je Eva in sem soustanoviteljica znamke Peach Beauty Plan. Drugi ustanovitelj je ta tle spodaj, ki ga vidite, ki sedi, to je Nik.
on je v bistvu moj fant, midva sva to začela kot difovca, torej vojaška študenta fakultete za šport. In začela svojo pot kot osebna trenerja, se učila od raznih tujih trenerjev in v bistvu pri enem trenerju smo našla to elastiko, ki je danes naš glavni produkt. In ja, obnore v Slovenijo. Bila sva v bistvu prva, ki sva v Slovenijo pripeljala to elastiko. Nisva si je midva izmislila ali izumila, ampak dejansko so bila med prvimi, ki so ugotovila, da to že obstaja. In ja, nekako tako, no, v bistvu tako se je začelo. Med korono sva pa v bistvu lansirala še 2 online programa, torej 2 30-dnevna programa za doma. To sva pa v bistvu prišla do tega, že nekako pred korono sva razmišljala, kaj bo, če se bo to zgodilo, da dejansko bo se vse zaprlo in da bomo vsi bili primorani ostati doma. In tako tudi dejansko trenerji smo mogli ostati doma. Sva se midva odločila že kak teden prej, da zaključiva v fitnessu in sva se doma zaprla v dnevno sobo in začela na polno delati na teh programih. Tako da v bistvu, ko se je to vse zgodilo, da se je epidemija razglasila, sva midva imela že polovico programa narejenega in po enem tednu dejansko lansirala prvi program. Tako da punce, ki so v fitnessu ali pa ki so doma nehale trenirati, ker pač niso več imele kam za iti, so hitro dobile možnost pri nas. Tako da, ker je bil odziv tako dober, sva se pol odločila, da bo kar takoj nadaljevala in sva pol posnela takoj še drugi mesec. Nekako tako, ja, na kratko. Ste tako lepo pregovorno slovensko skromni in se ne učite nič pohvaliti. Pri tem niso pomembne politične barve, pač pa srčnost posebej. Max, hvala. Izključili politiko. Eva, mogoče malo več, odziv je bil super. V bistvu vi ste že čisto na začetku z vašimi temi elastikami v bistvu preplavili splet, tako da že v bistvu ta prvi korak pred korono je bil izjemen. Lahko še poveš malo več o tem, kako vam je uspel taki hiter prodor še pred tem online delom, da ste tako v bistvu agresivno in hitro preplavili relativno zasičeno fitness panogo na slovenskem trgu? Ja, v bistvu sigurno prva prednost je bila ta, da sva bila prva. Torej, noben tega očitno prej ni videl in sva bila prva, ki sva za te elastike ugotovila. Hitro sva tudi šla na te influencerje in v bistvu je to tak instagramabilen produkt, pač tako lepo izgleda. In je res za na Instagram. Tako da sva na hitro šla ven z influencerji. Ja, no, v bistvu začela sva z influencerji, šele pol čez 1 leto sva se začela resno ukvarjati z marketingom. Tako da dejansko zasluga gre influencerjem. Okay. Super, hvala. Torej, tudi ti si tista, ki si na to anketo odgovorila verjetno za da, ne? Ja. Če sodelujete z influencerji. Zdaj omenila si tudi ti si enako kot v bistvu Jaka na nek način pravilno predvidevala in se pred vsemi ostalimi in zelo hitro obrnila svojim partnerjem in šla torej na splet, naredila prvo verzijo spletnega tečaja. Zdaj, kaj je botrovalo tej hitri odločitvi? Je bila to bolj neka stiska, je bila to priložnost, je bila to neka sistematična odločitev, na kak način, zakaj tako hitro, torej še preden se vse zaprlo, v bistvu že v snemku, kaj sta bila tako globoko v panogi, sta gledala tujino, kaj je botrovalo tej odločitvi? V bistvu midva sva itak imela željo in cilj nekako nekoč imeti svojo platformo z online treningi. Začela sva na tem delati že lansko poletje, ampak dejansko za to rabiš imeti res ful časa, da vse skupaj posnameš, da postaviš platformo. Midva pa sva v tem času bila oba še osebna trenerja, torej najin delovnik je dejansko izgledal tako, da sva zjutraj bila
oba v fitnessu, delala v fitnessu popoldne oziroma dopoldne, bila v pisarni, delala v pisarni in popoldne in zvečer bila spet v fitnessu. Tako da nisva imela časa si vzeti še toliko časa, da bi uspela snemati te treninge. Imela sva pa že cel plan sestavljen dejansko, kako bova midva nekega dne se tega lotila. Tako da midva idejo sva že imela, ampak dejansko nisva imela časa in sva videla to karanteno kot eno ful dobro priložnost, da jo izkoristiva, da imava zdaj čas za to posnet. Tako da dejansko se nam je to res dobro poklopilo, no? Ker če ne verjetno teh programov ne bi bilo še nekaj časa. Torej tudi vidva sta na nek način vsaj malo hvaležna karanteni za vse za ta 2 meseca, ko sta dobila mogoče nek čas, ki ga ne bi imela, da sta lahko to idejo, ki je na nek način že čakala v predalu. Anita nam je postavila prvo vprašanje, hvala za enkrat Eva. Nam je zastavila Anita vprašanje, torej zanima jo, kako se je za Noir Food spremenil posel v korona krizi, ali ste organizirali online evente ali kako. Hvala za to vprašanje, tudi vse ostale vabim, da jih zastavite v chatu. Skratka, Njaka, gremo k tebi in na drugi krog nekako tematike po teh predstavitvah. Skratka, zgodil se je lockdown, zgodila se korona, fizični stiki so bili onemogočeni. Kaj zdaj? Torej, kako se je torej vaš biznis spremenil, torej, in kako ste vi spremenili svoj biznis? In prvi, kot je že načela Anita, prosim za odgovor, Jaka. Ja, tako kot sva se že prej pogovarjala, pač ta prvi teden pa ta drugi teden je bila kar panika, no. Zato, ker mi smo, ker ti enkrat brand buildaš, se mi zdi, da je največji problem, da kako prebiješ to, da samo frendi v tvoj brand verjamejo, da dejansko še širši krog začne v tvoj brand verjeti. In to smo imeli mi na začetku ful problemov, ker smo si ful ambiciozno zadali cilje in itak smo delali evente na 2-3 tedne, in pač, ker gre to za bolj high value evente, valjda, ta prvič so še prišli frendi, pol ta drugič so še prišli frendi, pa je pa že pač ta tretjič mogel friend prideti, kar pomeni, da bi mogel odbiti že 300 € tam za tebe, za te večerje in pol friend ni več prišel, In itak na začetku, ko si brand, se moraš ful fajtati, zato ker pač kako prideš širš, kako ta krog povečaš, da niso samo frendi. In pač mi smo bili ful veseli, da po enem letu dela smo dejansko pač prišli do tega, da karkoli smo naredili, kakršenkoli event smo napovedali, se je razprodal v parih urah z ne-frendi. In ful smo bili veseli in tudi druge organizacije so pač videle, da mi imamo močen community, da naš content folk gleda, da Noir pač ratuje nek standard in so nas začeli vabiti na svetovne konference, ne vem, bili smo vabljeni na Raw Wine v London, kot da bi bil vabljen na TechCrunch Disrupt, da boš dejansko poročal iz backstage-a za naš community na European Food Summit in na podobne evente. In pač za konec vsega smo še naredili event na London Eye-u. Pač Noir memberi so imeli svoj mini cubicle na London Eye-u, ki je bil samo za njih rezerviran ob 20-letnici London Eye-a in smo se furali tam v krogu in pili šampanjci in se imeli ful dobro. In pa je šlo vse v vodo, pač pol kar naenkrat ni več eventov in ničesar, in mi smo začeli razmišljati, kaj je tist beyond the obvious. To bom jaz danes verjetno 100-krat rekel in ne vem, če je Matevž Petek danes z nami, on je po moje najboljši primer v Sloveniji tega razmišljanja ahead of the curve. Jaz sem imel srečo, da sva 5 let skupaj delala in bila tudi cimra in vse ostalo in pač sem se od njega največ teh stvari naučil, plus s pomočjo ostalih ljudi, kot je recimo Jernej pa Jugo, smo pač prišli do tega, da prvo smo začeli prodajati te kupone, se pravi, vse restauracije so šle v to, da so začele gift karde prodajati, ampak nobena pa ni hotela malo spustiti cene. Oziroma, mogoče reči, ok, če kupaš pri nas kupon, dobiš še, ne vem, podpisano majico ekipe ali pa dobiš še gratis kozarec penine ali pa kaj takega. In pač
v čem smo bili mi pametnejši od ostalih, je, da smo mičken spremenili ceno in so pač tudi restauracije malo prišle bližje tem svojim kupcem, in so ljudje dejansko v masah začeli te food kupone kupovati in v Ljubljani in v Londonu in se je pač zbrali par 10.000 evrov za staff v njihovih restauracijah in je ful lep feeling, ker dejansko smo bili zadnjič na obisku po eni restauraciji, ki je res veliko tega prodala in pač, ko ti nekdo reče, da je zaradi tebe lahko plača izplačal med lockdownom, da si pač ti bil odgovoren za to in tvoj community, pol se ful dobro počutiš, a ne. To je bila prva stvar. Ampak samo, da bomo razumeli, skratka, to so bili kuponi, s katerimi si ti v bistvu na zalogo na nek način kupil neko storitev, ne? Ja, ti si plačal, ti si Kickstarter v bistvu, pač ti se komitaš, da boš produkt koristil kasneje in zaradi tega ga boš dobil po malo nižji ceni, restauracija je pa denar dobila takoj. In mi v bistvu tudi v tej zgodbi nismo imeli nobenega plusa ali pa profita, ne? Mi smo šli to čist iz community aspekta graditi in to so ljudje res vzeli zelo za svoje, no. Ok, super. Mogoče samo še to malo glede številk. Ti si rekel, da ste postali relevantni player, da torej Foodfest, London Eye in tako naprej. Zdaj, kaj to pomeni, da ste v bistvu kakšna stopnja ali pa lahko kako številko mogoče deliš z nami, ne vem, koliko ste imeli približno memberjev vašega communityja? Ja, memberjev je tam nekje 5 do 6 tisoč, to so takih, ki pač aktivno recimo spremljajo naš content, so na naših mail listah, nas spremljajo na LinkedInu, so subscribani na naš chatbot, itd. Content pa doseže, ne vem, tam 150.000 ljudi na mesec ali pa 200.000, spet na različnih kanalih, a ne, na Instagramu, na Facebooku, na LinkedInu, itd. Ok, hvala. Ok, skratka, eno so kuponi. Druga stvar? Ja, pa pač so te male flaške prišle, ne. Spet ista zgodba, ne. Vsi vinarji itak delajo samo B2B, ne. In to je grozen, ker ti čez noč ostaneš brez 95% svojega trafika, to je full bad. Plus druga stvar, veliko teh vinarjev je tako, bolj resno si zadali letošnjo sezono, tudi zato, ker smo mi lani full njihovega stoka že lani pokupili. Ja. In je par vinarjev v Sloveniji, ki so pač zaradi nas tudi tako dablali proizvodno, ker smo jim mi lani pokupili vse, kar so še imeli. In valjda pač pol panika, ne, in mi smo začeli razmišljati, kaj je spet tisto, kar bi lahko naredil, pa da je tako bolj dostopno, ne, zato ker vsi vinarji so začeli delati to, da ti kupaš 5 steklenic vina in potem se dobijo ljudje na internetu in imajo degustacijo, ne, ampak pač 5 steklenic vina stane tudi po 200 evrov, ne, in to je ful težko v kriznih časih pričakovati, da bojo ljudje toliko zapravljali, ne. In mi smo pa pač naredili to, da se je vino natočilo v majhne stekleničke in imeli smo to prednost, da ko ti enkrat steklenico vina odpeš, jo ne smeš več uporabljati, ne. Ker smo pa mi z vsemi temi vinarji v toliko dobrih odnosih, so pa oni nam stekleničke filali direkt iz soda. In to pomeni, da so tudi vsi te high worth wine influencerji in wine kritiki začeli to kupovati, ne. Ker če bi pač se odpirale botilje in se pretakali, tega noben ne bi kupil. Tako pa, ker se iz soda in to noben drug ne more narediti, ne. Če si ti nek wine importer v Londonu, ti nisi friend s producerjem in on ne bo tega za tebe delal. In pač kaj smo izkoristili ta prednost in smo nafilali, ne vem, ta prvih 1000 steklenic in pol je to šlo tako in pol smo jih začeli več filati in pol so ljudje v našem communityju, ki delajo za velike firme, rekli, meni je to ful dober, mi bi to imeli v firmi, lahko naredite tako pač privatno, tako kot smo mi zdaj. In smo rekli, ja, itak da lahko, ne vem, smo delali event za TikTok, za Nike, zdaj bomo delali event prav za Nike running team, za vsi, ki uporabljate Nike running app, te ljudje, ki direktno na tem appu delajo, bo zdaj naše vino pil, itd. In ja, to je pač nekako bil outcome, ne. In pol naslednja stvar, to ni tam na sliki, naslednja stvar smo šli pa pol še v koktejle, ne. Smo pa pač začeli flaširati tudi koktejle in ista zgodba, ne. Ljudje so si naročili 5-6 teh drinkov in so se dobili tako, kot se zdaj mi dobimo, prišlo je še par barmenov in smo se pogovarjali in ga pili zraven.
Teda za naslednji online misli bomo angažirali Noir, da bomo Recimo. poleg super diskusije imeli še obogateno izkušnjo. Ampak v osnovi, tako če te poslušam, Jaka, je osnova vseh teh sprememb ali pa uspešnih teh transformacij, ki ste jih naredili, v bistvu prvič najprej vrednost za vaš community ali pa za vašega uporabnika, kdorkoli pač to je, in dobri odnosi, ki ste si v osnovi z vsemi temi Tako. partnerji zgradili, in potem ti dobri odnosi so bili in zaupanje, ki ste si ga prej zgradili, so bili potem osnova, da ste lahko to transformacijo tako hitro naredili. Tako, in ker mi pač, ne vem, naš ad spend je 0, mislim, ne vem, govoriva o 50 evrih na mesec mogoče do zdaj. Nismo nikoli vlagali v ade, ves ta trafik, ki se je zgodil zdaj v letu pa pol, vse temelji na temu, na contentu, na eventih, na nekem trustu, na ne vem, mi probamo za vsakega človeka, v Los Angelesu ena ful znana restauracija, Enaka se ji reče, tam vsakič, če prideš tja jest, si zabeležijo, kaj si jedel, kaj ti je bilo všeč, kaj ti ni bilo všeč, in dejansko, ko prideš spet, tudi če prideš čez 3 leta, vejo, a ti je bilo cool, a ti ni bilo cool, ne, in mi tudi probamo zelo detaljno zbirati informacije, ne, za te res top tier buyerje na Noiru, jaz osebno vem, kakšna vina imajo oni radi, v kakšne restauracije radi grejo. In zdaj ne vem, začeli smo pri vinih pa pri hrani, zdaj nam že pišejo, zdaj bova, ne vem, z ženo investirala ful v kozarce pa v krožnike, a lahko vi nam please poveste, kjer je najboljši keramičar pa kjeri so najboljši krožniki. Ne? In pač zbildaš si nek trust. Ne? In tudi v Londonu, ne vem, mi smo delali tastinge za ljudi, ki imajo v Bordeauxu hišo, pa dejansko vinograd, ker so dejansko pač videli nek trust v nas. Ne? Tako da enkrat ta trust imaš, imaš tak mout okoli sebe in te ne more noben. Mislim, vala, da te lahko, ampak ful teži te pol dol zbijajo. Mislim, fantastično. Jaz sem navdušen, kako lahko v bistvu, pa tudi ta neka mogoče stigma, da en mali startup premakne, ne, ali pa je pomemben player na tako veliki tradicionalni industriji, kot je vinarstvo, in da pa en mali startup v bistvu z inovativnim poslovnim modelom postane relevanten player ali pa relevanten odjemalec na tako gromozanskem tržišču, je, mislim, res fantastično. Tako da čestitke za ta uspeh in super zgodba. Hvala, selimo se k Urbanu. Medtem smo vklopili že drugo anketo, sprašujemo vas, kako pogosto se pri izbiri restauracije ali nakupu vina odločaš na podlagi mnenja drugih. 9 udeležencev je že glasovalo, pogosto, srednje, nikoli, redko, skoraj vedno. Jaka, te ta, mogoče preden gremo na Urbana, te ta številka preseneča, ali je to nekaj, kar je v vaši industriji standard? Ja, mislim, vino je itak totalno subjektivna stvar, ne. Pač vino ima en velik problem ali pa en benefit, da dražje kot vino je, manjše so razlike, ne. Ful je velika razlika med vinom za 2 evra pa vinom za 20 evrov, med vinom za 25 evrov pa vinom za 500 evrov je pa dost majhna razlika, ne. In če bi pač zdaj tukaj odprli 5 flaš v razponu med 20 evri in 1000 evri, jih noben od nas, razen mogoče, vem, da je tudi Žiga iz Noirja tukaj, ki je dejansko sommelier iz industrije, on bi mogoče bil sposoben prepoznati razliko, pa še to nisem 100%, ampak noben od nas tega ne bi uspel narediti. Ne? In tako, kakor če ti kupaš majico, pa ima rdeč Supreme logo, plačaš 1000 evrov za njo, če pa to pokažeš tvoji babici, jo bo pa imela za, ne vem, štihat nivo. Tako da, ja, vsi se zanašajo, še posebej te lajki, ampak stvar je pa v tem, da teh res strojev je pa toliko malo, da mi bolj ciljamo na te lajke. Super, hvala Urban, vračamo se k tebi. Torej, Sebastianom sta s partnerjem v času krize stopila v bistvu na nove trge. Kako pa je v bistvu ta kriza vam spremenila v bistvu proces? Na kratko si že v uvodu se dotaknil tega, da je tako pregovorno, so tudi velika podjetja, blagovne znamke, ki so tudi vaš pomemben odjemalec, v bistvu naredila en korak nazaj, se malo držala
nižala stroške v marketing. Kako pa je vam v bistvu uspelo obdržati v bistvu biznis, spremeniti procese, se prilagoditi in v bistvu biti še močnejši, kot ste bili prej? Ja, pri nas je bilo nekako tako zanimivo. Prvi teden, ko se je vsa ta korona začela, nas je v bistvu vse skupaj ful presenetila. Najprej je prišel nekdo iz ekipe, da je mogoče okužen, pa smo mi vsi takoj začeli od doma delati, vsi smo se takoj ful prestrašili. En teden nazaj je bilo to še kakor sam na Kitajskem in zdaj že kar lockdown in vse, in če odpreš 24 ur, bo itak konc sveta jutri. In pol se je v bistvu še, takoj naslednji teden se je začel, da en client cancel subscription, zaradi tega, ker ne more izdelkov več v tujino poslati. Pol smo dobili, še 3-4 cancelane subscriptione kar v naslednjih parih dneh in smo se pač malo na nek način tako ustrašili, kaj če se v bistvu zdaj to, nadaljuje naslednji mesec, sej nekaj, kolikor denarja še imamo od investicij in vseh teh stvari, ampak kaj se bo zdaj zgodilo, če 3 mesece ne bomo mogli nobenemu nič prodati, pa da bo v bistvu existing klienti pač ful manj spendala. In pa smo nekako šli, kakor da bomo zdaj malo počakali, en teden, 2 tedna, kaj se bo zgodilo, smo šli nek tak mode, kakor gremo stvari na platformi zrihtati, ki jih lahko, pa se v bistvu pripraviti, ne kontaktirati več novih strank, ampak si jih samo pripravljati lide za recimo malo kasneje. Pa smo pa v bistvu videli, da eni klienti so ful zmanjšali spend, na drugi strani so bili pa neki taki success story, ki pa v bistvu so kar naenkrat delali full collaboration, kar neke stranke iz tujine so nas pač v bistvu same kontaktirale, ker so bile kar takoj, mi sam hočemo uporabljati platformo, ful nam gre dobro, hočemo izkoristiti vse to, pa videli smo ful v bistvu nekih success storyjev na LinkedInu, tisti neki Primorci so, ki prodajajo fitness opremo, da so imeli tako 10-kratno prodajo, kar tako iz meseca v mesec. In potem smo v bistvu rekli, zdaj, kaj je skupno nekim tem podjetjem, ki jim gre dobro, pa kaj je skupno tem podjetjem, ki jim ne gre dobro. In smo v bistvu nekako ugotovili, da bolj kot ne, je bilo samo to, kaj to podjetje prodaja, se pravi, v kateri branži. Se pravi, neka fitness, skincare, beauty ali pa neke aplikacije jim je šlo pač ful boljš, na drugi strani so pa neki lifestyle brandi v bistvu ful, imeli smo neke primere, da jim je šla za 80% prodaja dol. Pa smo mi rekli, kaj pa če mi lahko samo segmentiramo te naše, te firme, ki jih v bistvu na novo outreachamo, in nekako outreachamo samo tiste, ki jim dejansko gre dobro, ne pa tiste, ki so nekako šli v čist nek saving mode in itak jih ne moreš prepričati, da karkoli še zapravijo. In nam je v bistvu to pol nas je nekako spravili do tega, da smo še enkrat šli čist segmentirati te svoje stranke in v bistvu naštudirali nov nek outreach proces in v bistvu s tem pol nekako uspeli in končno v bistvu naštudirali Ameriko in v bistvu pol od takrat, od začetka korone naprej, samo v bistvu večine prodaje naredili tja. Pa v bistvu še druga stvar, ki je pa bila to, je pa, da smo mi že full cajta, mislim, recimo, kaj bi rekel, pol leta razmišljali o tem, kako ta content creation ven spuščati z existing strankami, smo ga pač nekim strankam prodali, so ga full uporabljali, pol pa v bistvu za nove stranke je pa nekako to bil, mislim, da za nas nek tak klik v glavi, da v bistvu kako firme dobivajo pač content, je nekako se pravi z nekimi photoshooti ali pa pač imajo neke creative time, ki to delajo in-house. In zdaj znotraj korone je v bistvu to bolj kot ne nemogoče, glede na to, da ti rabiš modela, da ti pride v studio in vse to naredi. In pa smo mi rekli, I guess, da bodo te firme zdaj, na eni strani jim gre oglaševanje ful dobro, vedno večji spend na Facebooku je, na drugi strani jim pa zmanjka pač kreativ in ne morejo dobro oglaševati. In smo v bistvu do teh strank čisto na tak način pristopali. Se pravi, mi vam lahko v bistvu zrihtamo content, ki ga vi zdaj ne morete dobiti, pa segmentirali smo si, da smo samo take stranke, ki jim gre dobro. In je v bistvu to nekako
bilo to, kar smo naredili. Zdaj nisem ziher, a bi nam šlo brez korone še boljš, pa nas je v bistvu to sam prisilil v to, da smo si kolikor mogli pač dejansko razdelati vse te stranke, pa se dejansko lotiti tega content creationa, ali je v bistvu nam pospešilo tudi to, da dejansko firme niso mogle dobiti contenta. To nisem čist sure, bomo to videli pa čez par mesecev. Sicer, zdaj, kakorkoli, ne, ali je to bilo zaradi korone ali ne, vsekakor je to pač se izkaza kot uspešen eksperiment. Zdaj me pa zanima, kako pa ste sicer vi organizacijsko se prilagodili skratka temu lockdownu in vseeno ohranili to neko hitrost pa agilnost, ki je pa značilna za startupe, ne. Torej vse to, da ste spremenili marketinški proces, da ste praktično launchali nov produkt, vse to so relativno zahtevni procesi sam po sebi, vsak izmed njih. In zdaj, da to narediš še v spremenjenih okoliščinah, je kar velik dosežek. Zdaj, ali ste bili vi že pred korono tako agilno organizirani, da ste bili navajeni teh kratkih šprintov, ali se je to potem spremenilo med korono? Mogoče samo na kratko, kako ste organizirani kot podjetje, da ste se tako hitro obrnili in prilagodili, mogoče tako čisto praktični nasveti? Ja, pač mi v bistvu, jaz bi rekel, da smo mi ful, se pravi na to agilno, da v bistvu dejansko, ko se odločimo nek feature, ga to probamo razbiti na manjše dele, da ga res lahko launchamo vsako stvar posebej, pa da res lahko naredimo, ne vem, od začetka, ko nekdo začne programirati to stvar, da traja, ne vem, 2-3 dni, max en teden, pa da je v bistvu se to že dejansko pol vidi na platformi, ne pa da v bistvu čakamo, ne vem, en mesec, da neko stvar zdevelopamo, ne. Zdaj, ne vem, svoje procese, jaz bi rekel, da jih niti nismo toliko spremenili, sicer ja, ok, začeli smo vsi delati od doma, ampak v bistvu, ne vem, še vedno smo se v bistvu slišali prek Slacka, takoj si se lahko klical, če si nekoga rabil, in to je bilo to. Vse pač, da smo pa vse imeli, vse taske, vse procese smo pa že do zdaj itak imeli vse pač v nekih SaaS orodjih online, ne. Mogoče, kaj pa sam prodajni proces, zato ker se mi zdi, da ena izmed ključnih sprememb, ki jo je ta lockdown povzročil, je način prodaje, skratka vse je moglo iti na remote. Ti že prej navajeni? Ja, mi smo v bistvu že v tujino smo itak vse remote delali, ne. Zdaj edino, kar je tle pač ful, pač po eni strani fajn, ne. Zdaj, če nekdo v New Yorku ne more iti na osebni sestanek, pol z neko firmo, nek sales ne vem, recimo podobni firmi v New Yorku, pol vsaj nima tega advantage prek tabo, da ne more nekega pač bolj osebnega stika, kakor ti vzpostaviti z njima, ne. Smo vsaj nekako na istem, ne. Ampak no, za nas se v bistvu zares to ni toliko spremenilo, bolj bi jaz rekel to, da smo se v bistvu končno spravili do tega, da smo še bolj segmentirali stranke, ker v bistvu, ki jih na začetku nismo, prvi teden je bilo v bistvu praktično, ne vem, tako 80% manj odgovorov, ker je bilo tudi 80% manj firm, ki jih sploh še je dobro delovalo takrat, ne. Tako da to, no, pač. Mogoče še to, ko si rekel ravno to segmentiranje strank, od tega se tudi že v bistvu malo Jaka dotaknil. Skratka, koliko se vi prej, zdaj, med korono, koliko se sistematično ukvarjate s tem, da delate te neke customer discovery intervjuje, da se ukvarjate z vašimi strankami bolj poglobljeno, torej, da govorite o njihovih izzivih, problemih, torej, kakšen imate ta proces? Je to nekaj, kar je redna stvar ali je? Ja, mi v bistvu se pač s temi našimi strankami probamo čim več pogovarjati, ne. Tudi v bistvu do tega content creationa zares se ga nismo mi spomnili, ampak so ga v bistvu vse naše stranke, ne. Se pravi, naše stranke so kar naenkrat začele, ne vem, sredi lanskega leta objavljati vse kampanje, noter tekst, uporabili bi vse te objave, ki jih naredi za nas,
bi mi objavili na naših oglasih. Potem smo pa mi kontaktirali stranke, zakaj to, smo se začeli ful pogovarjati z njimi in pač so v bistvu nam razložili, da jim je to ful po eni strani pocen način za dobivanje kontenta, po drugi strani in pa na oglasih ful bolj deluje slika od neke osebe, ki pač se slika kakor za neko družbeno omrežje, ne pa v bistvu neka slika iz studia po možnosti na belem ozadju. Ki sicer ful lepo zgleda, ampak niti slučajno pa ne zgleda kakor vse ostale objave na Instagramu pa Facebooku, ampak zgleda pač kakor oglas. Kar pa v bistvu ni point tega tvojega oglasa, ker zaradi tega zgubiš njegov attention. Zdaj, če malo v bistvu povzamem, torej enako je bilo kot pri Aki, skratka zaupanje, neka vrednost za stranke, sta bili osnova, potem pa, kar mislim, da je skupno tudi pri vseh vas, je, da je dejansko vam uporabnik povedal, kaj v osnovi želi, vi ste samo bili dovolj hitri in agilni, da ste na to, bom rekel, odgovorili. In pa še četrta stvar mogoče, ki si jo zanimivo povedal pa izpostavil, da je v času tega lockdowna praktično ta neka geografska prednost se je popolnoma izničila. Skratka, da ne glede na to, kje si bil na zemeljski obli, če si prodajal remote, si bil praktično pač si bil na istem izhodišču, kar se mi zdi pač izjemno pomembna lekcija, oziroma tudi, da si v naših glavah velikokrat zastavljamo to neko bariero, da moraš biti v New Yorku, moraš biti v San Franciscu. Zdaj tudi te okoliščine so pokazale, da lahko iz Slovenije učinkovito obdeluješ ali londonski ali pa tudi ameriški trg. Ameriški trg, ne. Hvala za te misli. Eva, če se zdaj vrnem še malo k tebi, skratka, zgodil se je torej lockdown, začela sta snemati video tečaje. Kaj v osnovi pomeni posnet en taki video tečaj? Zdaj, katero platformo ste uporabljali? Ste to vse programirali znova? Kako ste se tako v bistvu hitro odzvali in organizirali, da ste praktično v 2 tednih imeli postavljen online tečaj in kaj tako v praksi to pomeni? Posnet en online tečaj. V bistvu, kot sem že prej omenila, ni bilo to, da sva midva se lotila tega iz nule. Midva sva imela dejansko idejo, program, že vse sestavljeno. Tudi opremo snemalno sva imela že doma, ker je tako večino kontenta oziroma kar dosti kontenta delava tudi sama. Tako da s tem dejansko nisva imela nobenih težav, vse sva imela že pripravljeno. Dejansko sva mogla samo začeti snemati, kako pa je to dejansko izgledalo. Jaz sem začela snemati nekje ob 10 zjutraj, posnela sem na začetku 2 do 3 treninge na dan, vsak trening je dolg nekje med 45 in 1 uro. Potem sem ugotovila, da to ne bo šlo dolgo skozi, zato ker sem bila res ful utrujena in tudi recimo na treningih se je opazilo, da na prvem treningu sem ful nahajpana in pač ful govorim in imam ful energije, na drugem treningu se že malo šparam in na tretjem treningu nisem mogla več. Tako da, potem sva to prešaltala, v bistvu zamenjala s tem, da sva snemala po 1 trening na dan, da je bil ta trening res kvaliteten, da je bil narejen v nulo. Nik pa si je pol v bistvu po mojih treningih si je cel dan in še celo noč, da je to vse zeditiral, vsak dan posebej in pač to dajal na platformo. Vse sva postavila na Thinkificu, imala pa željo v bistvu v prihodnosti narediti prav neko svojo platformo, da bo to vse najno. Ja, tako sva v bistvu snemala. Nekaj sem hotela še povedati, pa sem zdaj pozabila. Ok, prekrižaj prste, da boš zadržala misel, oziroma če se bo spomnila. Vsa orodja, ki sta jih uporabila, torej ta Thinkific je bila platforma za videe, Shopify je bila v bistvu platforma za prodajanje izdelkov. Nič ni bilo tu nekega zapletenega custom developmenta, relativno
vse so bila taka že razpoložljiva orodja ali pa platforme, ki so na trgu veljale. Ja, edino, kar smo v bistvu imeli težavo, je bilo to, da nekako nismo mogli, Shopify in Thinkific sta pač dve ločeni platformi in se ni dalo povezati, da bi recimo ena oseba, ki je hotela naročiti elastiko in je hotela naročiti program, se tega ni dalo v bistvu skupaj v eno trgovino nastaviti in ta oseba je dejansko mogla kupiti posebej na Thinkificu program in posebej na Shopifyu v bistvu produkt. To je pač slaba stvar tega, ko ni tvoje in se moraš prilagoditi. Ampak v bistvu smo ugotovili, da ni bilo s tem neki ful težav, so pač, mislim, noben se ni nad tem pritoževal ali pa imel težav z nakupom. Tako da dejansko se je izkazalo kot dobro, no. Ampak to je tudi na nek način taki startupovski prototipni pristop, da nimaš v štartu neke popolne rešitve, ampak nekih takih MVP-jev na nek način zadovoljiš to najbolj globoko potrebo na trgu in vse, da je pomembnejše biti kot pa biti v bistvu popoln na nek način. Ne? Ja, točno to. Kaj pa to konkretno pomenilo? Zdaj, rekla si, odziv je bil izjemen. Lahko postrežeš s kakšno številko, ne vem, koliko tečajev na tedenski ravni se je v bistvu kupilo, uporabilo, v kakšnih številkah, tako približno govorimo, ne rabiš iti neke detajle. V bistvu zdaj prav na teden točno ne vem, koliko je bilo prodanih. Vse skupaj mislim, da je 3000 prodanih programov. Tako da, ja, dejansko, če bi naredila tudi tretji program, bi lahko tudi tretjega prodala tem istim obstoječim strankam, ampak smo se odločila, da zdaj zaenkrat ne moremo iti takoj na tega tretjega, ker vse ostalo potem stoji, ker ima cel fokus sam na snemanju, ampak dejansko imamo še ostale stvari za delati. Tako da bova posnela tudi tretji program, ampak malo bolj počasi, pa smo rekla tudi, da hočeva zdaj ta tretji, da bo spet nek next level, tako da ne bo pač dejansko na istem nivoju, ampak da bo spet nekaj več. Mogoče še eno vprašanje zdaj. Oba, torej Jaka in Urban sta se relativno intenzivno ukvarjala z tem, z svojimi strankami, kdo so te stranke, kakšne potrebe imajo, kakšen lifestyle imajo, kaj želijo, kako živijo, s to neko poglobljeno analizo svojih strank in na podlagi tega sta potem prišla do teh nekih rešitev, ki so jih dejansko tudi se izkazale za nek način rešilne ali pa zmagovalne, kakorkoli vzameš. Koliko se pa vidva ukvarjata s temi svojimi strankami? Recimo, mi smo dali tukaj eno zanimivo anketo, kolikokrat na teden se ukvarjajo športom, 8 ljudi je glasovalo, največkrat 3-krat. Kolikokrat si recimo, kdo je vaša tipična stranka? V bistvu mi dva tudi ful delava na tem, da dejansko sodelujeva z našimi strankami in mislim, da je to tudi ena izmed naših ful pozitivnih točk, da mi dva ne delava samo tega, kar bi mi dva rada, ampak dejansko poslušava naše stranke. In tudi to recimo za program 2 ni bil na enem planu sploh, pač mi sem mislila posneti enega in da bo to, ampak ker je bil pač tak odziv in ker so punce toliko spraševali, so pol na njihovo željo posnela še 2. Imamo tudi mi dejansko delamo ful na community, to sem sploh pozabila omeniti in mislim, da je to tudi naša number one prednost pred vsemi. Res imamo močen community, imamo Facebook skupino, ker imamo v bistvu te največje fenice, katerim postavljamo tudi dejansko vprašanja glede novih produktov, nam pomagajo zbirati nove produkte, zbirajo barve, pač dejansko se pogovarjamo z njimi. Ankete jim pošiljamo, ni da nima. Koliko imaš za občutek, koliko ima članov ta skupina, ko si omenila? Ta Facebook skupina mislim, da ima okrog 6000 članov, potem imamo na Instagramu 16600. Na zadnje, ko sem pogledala, in Facebook nasplošno. Koliko je moških v tej skupini na Facebooku? Ni moških. Mislim, da je 100%, da so ženske, če se kdaj kakšna punca prijavi z moškim imenom.
mi tako vse prečekiramo, zato ker dejansko punce, ki se lahko prijavijo v to skupino, se morajo prijaviti s številko naročila. Tako da ne more priti v to skupino vsaka uporabnica, ampak mora biti dejansko naša stranka, naša uporabnica ali programa ali produktov. In če se kdaj kakšna prijavi pač z moškim imenom, napiše spodaj v opombo, nimam Facebooka, ampak je to mojega moža. Skratka, tudi vi imate relativno ostro zastavljeno ali pa ozko zastavljeno ciljno skupino, skratka, in nagovarjate izključno ženske, aktivne ženske. Pogoj za to skupnost je nakup vašega izdelka. Skratka, ta neka taka kombinacija izdelka in storitve ste si zamislili, se je izkazala za učinkovito. Je to nekaj, s čimer ste drugačni od vaše konkurence in tudi zato uspešni, ali tudi vaša konkurenca kaj podobnega, ta neki bundle pristop že? Ja, zdaj, če tako razmišljam, konkurenca slovenska ali pač tujina, ja, ne bi rekla, da se vsi toliko ukvarjajo s tem communityjem. Mi pač res delamo ful na tem, da se punce res počutijo, da so del tega in delamo ful na tem, na tej dodani vrednosti. Recimo pri nas, ko kupijo ko kupijo elastiko, zraven dobijo torej vstop v to našo Facebook skupino, ki je zaprta, dobijo knjigico, kjer so not vaje z elastiko, pač za te čiste začetke z elastiko, in v bistvu dobijo knjigico 100 receptov, ki smo jih v bistvu v tej zaprti skupini sestavili skupaj z vsemi temi članicami. To je bilo v bistvu glih med karanteno, sem dobila idejo za to knjigico in je vsaka poslala svoj najljubši recept in dejansko smo to oblikovali v pravo knjigo, ki ima zdaj 100 strani in je not preko 100 receptov, tako da je ful dobro. Bravo. In to knjigico tudi ločeno že prodajate v vašem storu ali to znova? Ne, tega ne prodajamo, pač tudi ne bomo prodajali, ker dejansko to ni naš produkt, ampak je dejansko produkt od vseh teh članic. Tako da to pride v kompletu, ko ti kupiš elastiko, zraven dobiš pač to e-knjigo oziroma te 2 e-knjigi kot dodano vrednost. Tako da ob vsakem produktu to dobiš. Okay. Zdaj, v vajnem primeru sta vidva kot v bistvu kot osebi, ne? Torej ti kot Eva Peternelj, v bistvu glavna ikona, oziroma predstavljate tudi brand kot tak, ne? Torej ti si v bistvu vodiš te vadbe, ti si v videih in tudi sta kdaj razmišljala, da mogoče in tudi koliko sta vidva kot posameznika moč te blagovne znamke, pa tudi podjetja, ste pa tudi na nek način bom rekel, omejitev, zato ker sta preprosto samo 2, vajen dan ima samo 24 ur in kot ste rekla, da pač ne moreš delati neomejeno video za isto energijo na dan. Ali sta razmišljala, da bi uvedla kakšno tretjo osebo in s tem omogočila hitrejši razvoj snemanja videov, ali bosta vztrajala na tej, torej, da sta vidve kot osebi Nik in Eva tista glavni ikoni in protagonista vajne blagovne znamke? Mislim, dejansko imela sva idejo za te programe oziroma za to najno platformo, ko bo bila zares prava platforma in Thinkific, da bi dejansko na tej platformi ne bili samo treningi z mano, ampak da je bilo ful različnih treningov. Jaz sem recimo pač specialistka na tem področju, nisem pa recimo za neko jogo ali pa pilates ali pa nek drugačen tip vadbe. In zato, da bi ta platforma zajemala čim več teh različnih vadb, sem pač itak razmišljala, da bi dejansko bilo to enot več različnih trenerk tudi, ne. Zdaj zaenkrat sem to sama, ampak v prihodnosti, če bova to platformo res razširila, sigurno ne bom sama vsega vodila, ker niti nisem dovolj izobražena na vseh teh področjih, no. Super, bravo. Zdaj, mogoče ta čas kar neusmiljeno teče in dobrih 15 minut imamo do konca. Prav luštno je klepetati z vami. Če kakšno vprašanje, dajte ga zastaviti v chat, naši gosti bodo z veseljem odgovorili. Če se vrnem počasi, zdaj, korono ste preživeli več kot odlično, zmagovalno. Kaj pa zdaj, torej naslednji korak? Kaj vas zdaj čaka? Torej,
pa mogoče, Eva, ko smo kar pri tebi, ostanemo. Nuša, pohvalila, super so te vadbe, Pitch Booty Plan, skratka, Eva, še ena pohvala, kar tukaj. Hvala. Skratka, Slovenija, Facebook skupina je velika, Instagram skupnost je velika. Kaj so zdaj naslednji koraki, torej Pitch Booty Plan 2.0 po koroni do konca leta 2020? Kaj so tisti plani, ključni izzivi? Ja. V bistvu zdaj že med korono smo mi zaštartali Hrvaško. Zakaj med korono? Pač smo rekli, če v Sloveniji tako pali, bo mogoče tudi na Hrvaškem. Tako da smo zaštartali Hrvaško in v torek, zdaj danes je sreda, danes je torek, včeraj smo zaštartali še 5 držav, in sicer Nizozemsko, Dansko, Nemčijo, Belgijo in Madžarsko. Tako da zdaj testiramo Evropo, cilj je tujina in pač v Sloveniji ohraniti to, kar delamo, delati na brendu čim več. Kaj pa pomeni zdaj, torej v Sloveniji si sta vidva kot Nik in Neva, sta znana, sta v bistvu simbol za blagovno znamko. Kaj pa pomeni, kakšna pa je bila izkušnja s Hrvaško? Ali je ta moč vajne blagovne znamke, vajnega imena, vajne vadbe bila tudi tako prepričljiva in odločilna? So bili rezultati tako mogočni kot tukaj? Kakšna je ta izkušnja s Hrvaško, recimo? Ne, definitivno ne, ker nas ljudje ne poznajo, ljudje še ne zaupajo v ta brand. V Sloveniji realno nam ljudje zaupajo, pač lepe govorice se govorijo in na Hrvaškem nas noben ne pozna. Tako da na začetku je zaštartalo ful dobro, smo bili že ful happy, wow, zakon, Slovenija 2. Ampak se je pol v bistvu hitro nekako ustavilo in zdaj nekako iščemo Hrvaško Evo, ki bo v hrvaščini vodila treninge in ki bo v bistvu bila ta obraz na Hrvaškem. Zato smo se zdaj tudi odločili v bistvu, da štartamo 5 držav naenkrat v Evropi, da testiramo, katera bo najboljše primla in tista, ki bo prva primla, tisto lokaliziramo in za tisto državo najdemo tudi tisto Evo, ki bo pri njih v njihovem jeziku pač bila brand Pitch Booty Plana in dejansko obraz v njihovi državi. To je zdaj nekako plan, bomo videli, kaj se bo iz tega zgodilo. Tako držite pa se osnovnega koncepta, skratka jedro je skupnost, jedro je pač madžarska, belgijska Eva, ki vodi vadbe, ki je v bistvu na nek način protagonist blagovne znamke. In držite se kombinacije torej fizičnih izdelkov plus torej teh online tečajev. To je koncept, s katerim greste. Tako. Mislim, zdaj za začetek bomo štartali najprej s produkti, ker je to pač za treninge res že kar organizacija, no. Tako da začetek štartamo s produkti, pol pa itak bomo dodali tudi treninge te osebi. Bomo videli. Ok, mogoče še to, preden gremo naprej k Urbanu in Jaki. Kdo vam je, mogoče v teh, je kakšna oseba, kakšna svet, kakšna knjiga, kakšna spletna stran, ki vam je zelo pomagal pri tej hitri prilagoditvi, hitri transformaciji, hitremu odzivu? Bi mogoče sploh za naše poslušalce, koga bi mu lahko izpostavila, ali je to oseba, ali je to spletna stran, ali je to knjiga, nasvet, karkoli takega koristnega, enostavnega, če ti pride kaj na pamet, na misel? V bistvu ne bi rekla, da vse te ideje, da sva kje dobila od koga ali pa da sva kje prebrala ali karkoli, ampak oba res živiva za to in se cele dneve pogovarjava samo o tem, kaj bova, kako bova kaj spremenila. Dejansko pač 24 ur na dan je razmišljanje samo o teh stvareh in sva se tega zavedala dovolj zgodaj, kar lahko vse prinese ta korona in mislim, da je bila to dejansko najina ideja in odločitev,
To, da nekako razmišljaš malo vnaprej. Zanimivo. Ja. Morda tukaj rezultat te ankete je, da je 50% anketirancev reklo, da trenira 2 do 3-krat na teden, 33 skoraj vsak dan, 11% enkrat na teden. Se je po vajnem mnenju torej poprečno število treningov pri ženskah povečalo v času korone? Ja, definitivno. Okay. Se je povečalo, prvič zato, ker dejansko so punce imele ful več časa, ker so bile vse doma. Eni so, ne vem, brali knjige ali karkoli drugega delali, pač ene so se odločile za treninge. Dobili smo odzive tudi, da so punce naredile en trening zjutraj in en trening zvečer, torej dejansko mi je bilo ful všeč. In pa dobili smo tudi ful odzivov, da smo s tem programom prepričali tudi dosti punc, ki dejansko še nikoli sploh niso trenirale, tako da smo te naše cilje dosegli. V bistvu najin cilj je to, da čim več ljudi zmotiviramo k temu, da sploh začnejo in pa pač potem tudi nadaljujejo. In smo to dosegli. Kot moški moram zastaviti to vprašanje, če imate v planu tudi kak brand, kak tečaj za moško populacijo ali sploh ne razmišljate o nas moških? Ja, jaz tudi pravim, da bi to bilo ful dobro, ampak Nik nekako ni prepričan v to. Bomo videli, če ga uspem prepričati. Jaz mislim, da bi tudi bilo ful dobro, da bi dejansko Nik posnel en program za moške za doma. Super, jaz sem to prepričan, mogoče nisem edini, pa upam, da ne bomo rabili nove korone, da boste prišla do kakšne take nove prodorne ideje. Ja, jaz tudi. Hvala Eva za enkrat. Urban, še vaše isto vprašanje, skratka, influji po koroni, torej kakšni so zdaj plani in isto vprašanje, torej drugo, kdo, ali je kakšna oseba, knjiga, spletna stran, kjer si našel pa kakšna svet, trik, ki vam je zelo pripomogel pri tej hitri transformaciji, adaptaciji. Ja, pač za nas je v bistvu zdaj, nekako je bil že v bistvu ves cajt plan čim prej prodreti v Ameriko. Ful smo si želeli v bistvu tudi ta content creation sprobati, da dejansko znamo to prodati, da dejansko firme to rabijo, ali je bil to samo neka naša ideja, ki je par firm hotel imeti. In nekako smo v bistvu s tem zdaj nekako to dokazali, da znamo pač v bistvu prodajati ameriškim strankam in da v bistvu ta content se dobro gre. Zakaj smo hotel content creation? V bistvu zaradi tega, ker je v influencer marketing spaceu ful večja konkurenca s temi platformami, v tem content creationu je pa še vedno malo ta blue ocean, ki še v bistvu ni veliko konkurence. In pač, kar je tle fajn, to je, da si v bistvu mi zdaj nekako zmišljujemo cene, koliko morajo firme plačevati za slike, koliko morajo firme plačevati za videe, kar je pa pol v bistvu ful pač fajn za tebe kot firmo, ker lahko pač te cene postaviš tako, da tebi dobro paše. To in v bistvu ja, nekako jaz mislim, da je za nas zdaj plan to, da double downamo na vsem temu, smo ful v procesu hiringa, se pravi, če koga v webinarju zanima, mi lahko piše na urbanafluenflui.co. Iščemo od sales repov, account managerjev, tako da ja, na to, se pravi, double downamo na prodor v Ameriko, ko se malo vse te razmere umirijo, je pač plan tudi raisati eno malo večjo seed rundo, v bistvu z dokazanjem vsem tem, kar imamo, in pol v bistvu to seed rundo imeti za pač v bistvu dejanski prodor v Ameriko, da bi v bistvu pol dejansko tam tudi office odprli in to. Do takrat pa pač čim več tega, kar smo zdaj naredili, pač scale-at, pogruntati, če so kakšni problemi, ki se bojo zihar pokazali, in to je to. Aha, ja, za nasvet pa za vse to je pa v bistvu nam, ne vem,
Pač na nek način se mi zdi, da, da smo v bistvu vsi trije tle, pa tudi vsi ostali, ki imajo neke success storije, je to, da pač z vsakim problemom, ki pride, se zares ful enih novih rešitev oziroma ful enih novih rešitev se rapa, ne. In zdaj te nove rešitve jih najlažje rešijo neki startupi oziroma neka nova podjetja, zaradi tega, ker so te velike organizacije čist prepočasne in v bistvu ne morejo slediti tem trendom toliko hitro, oziroma jim je ful fajn, ki itak že delajo ful denarja, pa pač se jim ne da ukvarjati z novimi stvarmi. In v bistvu je za nas bilo tle čisto, da v bistvu smo bili ta prvi, ki zares nismo imeli, ne vem, ful za zgubiti, da pač nehamo, ne vem, toliko influencer marketing, pa se bolj usmerimo v content creation in pa se to, ne vem, ful splačalo zares. Okay. Morda še to vprašanje, koliko ste bili koliko vas je kriza prisilila, da ste bili hitrejši, agresivnejši, še bolj agilni, kot bi bili sicer? Ja, jaz bi rekel, da je bilo bolj, mislim, ne vem, če je bilo to, da nas je prisililo, ampak je bilo bolj v bistvu tako, nimaš nič za zgubiti zares, ne, pač bili smo tako, kar naenkrat smo imeli, ne vem, z existing strankami, ki smo jih imeli, je bilo malo manj dela, zaradi tega, ker so jih je par, kakor sem rekel, scancel, malo so kakšni so zmanjšali budžete in pa smo imeli kar naenkrat ful enega, pač ne vem, cajta, pa v bistvu hkrati, ne vem, ker sem rekel, da smo ugasnili outreach strankam, pač drugače smo imeli vedno, ne vem, ti je šlo 5-6 ur v dnevu, da si se, ne vem, pogovarjal z ljudi, ki si jih imel v funnelu in vse to, zdaj pol kar naenkrat za 2 tedna je šlo stran, ne, in smo imeli kar naenkrat ful cajta, da so se dejansko s Sebastianom, ne vem, sedla lahko za 1 dan, 2 dni, pa rekla, ok, da gremo zdaj od začetka postaviti, pa pogledati, kaj smo narobe delali, kaj lahko naredimo, ker v bistvu tega cajta, ne vem, prej nekako nismo imeli. Tako da to je to, no. Pa v bistvu, jaz bi rekel, da nam je ful pomagal ta Silicon Gardens network, pač en izmed teh glavnih naših, da smo pač to, da smo rekli, ne bomo več počakali, ampak da bomo pušali naprej strankam, ki jim gre dobro, je bil v bistvu tudi nek webinar, ki smo ga imeli znotraj Silicon Gardens networka, ki so pač v bistvu, mislim, jaz sem mislil, ker sem v bistvu čistko, preden je bil ta webinar, sem bil tako, ok, zdaj bo tle govoril, kako pa zdaj moramo prebroditi to, da bo pač čim bolj, da bomo po koncu krize čim bolj, ne vem, cool, pa pač na webinarju sam success story, pač ja, mi prodajamo 5-krat več, mi pač isto, vsi nam odgovarjajo, pač ne, meni so razlagali, da ne stranke, ki jih nikoli niso mogli dobiti in zdaj same piše in pa smo bili tako, oh my god, pač sej nam se v bistvu na nek način isto dogaja, zakaj čakamo, zakaj pač sam ne pušamo v tisto, kar vidimo, da pač bi nekako mogli. Super, cool. Hvala, bravo. Jaka, še za tebe isti komplet vprašanj, torej Noelfood po koroni, torej do konca 2020, kaj so vaši cilji, pa isto vprašanje, skratka na svet oseba. Na svet za... Ja, cilji za prihodnost so pač definitivno naprej skalati te online stvari, a ne? Tako, kot sem rekel, fizični eventi so že nazaj, v bistvu in jutri in v četrtek že lahko pridete na pač co-brandane evente, ki jih delamo v Ljubljani z našimi partnerji in prejšnji teden je bilo enako, tako da te stvari so vse nazaj, ampak predvsem, kje pa si mi želimo skalati, je pa to, a ne, da pač naredimo gastronomy scalable, a ne, zato, ker to sem videl v novcih, pač oni, ki delajo v industriji, narediti tasting za 100 ljudi je fizično nemogoče, pač to se ne da, to pomeni, da moraš imeti ti 500 kozarcev in ne vem, 500 flaš vina in prostor za 100 ljudi, to je tako fizično nemogoče speljati, a ne, mi smo ga naredili zdaj za 100 plus, a ne, in radi bi ga naredili, in ko greš ti do ljudi v industriji in rečeš, imeli smo 100 ljudi, jim je pač to nepredstavljivo, a ne, to
to je prej bilo nemogoče in zdaj bi radi prišli, ne vem, na 1000, da bi imel na enem tastingu naenkrat, tako kot smo mi zdaj tukaj, da bi imel 1000 ljudi, ne. To si mi želimo in v to smer bi radi šli, ne, in zato bomo zdaj tudi začeli studijske epizode delati, se pravi tako podoben, kot je Eva rekla, pač kupaš content, ki je predposnet s someljejem in kupaš box vina, ful se širimo, tudi kar se tiče tujine, z tujimi proizvajalci, zdaj bomo box z gruzijskimi vini delali, z nemškimi Rieslingi bomo imeli pač Riesling box, radi bi pač dajnoar način, kjer ljudje spoznajo neke nove gastronomske stvari, koktejli grejo v prodajo, se pravi tele zadevce, boste lahko zdaj kupovali v Ljubljani in v Londonu po barih, to so pač pripečeni koktejli, ki jih kupite za domov, merch launchamo, verjetno ta ali pa naslednji teden, da bojo pač ljudje, ki verjamejo v noir, začeli tudi nositi stvari, v kere mi verjamemo, ne, ker noir je itak v povezovanju različnega arta, ne, se mi gastronomijo jemljemo kot art. In pa, ne vem, čim več svojih produktov, no, pač zdaj smo že toliko veliki, da, tako ti bom rekel, s 30% maržo na produkt od nekoga drugega boš težko neki imperij zgradil, ne, ko imaš pa ti svoje produkte, je pa to čist neka druga zgodba, ne, tako da ful enih produktov novih še prihaja, ki pač jih lahko mi pol tudi uspešno prodajamo brez nekih oglaševalskih stroškov, ne, zato ker pač imamo nek brand pa community odzadaj za sabo. Super, bravo. Eva, ko si rekel, Jaka, svoji produkti, višja marža, Eva, razmišljate kaj o čisto svojih produktih z višjo maržo, da boste to ekonomiko izboljšali, ali boste se... Mislim, vse te produkti trenutno, ki so naši produkti. Jaz sem mislila iz tega vidika, da nisva midva razvila tega, ampak je to dejansko že obstajalo, produkti pa so dejansko vsi naši, tako da pač marža in to vse štima. Cool, super. Evo, mi smo prijadrali do konca nekako našega pogovora, urca pa pol je minila kot 15 minut. Meni je super hitro minilo, veliko veselje mi je bilo klepetati z vami. Sem prepričan, da so tudi naši udeleženci veliko koristnega izvedli. Mogoče za konec še kakšno vprašanje od naših udeležencev. Kar nekaj še nas je ostalo, več kot 30. Kakšno vprašanje za naše goste, kar v chat. 1, 2, 3. Mogoče še kakšen en nasvet, ki bi ga dali samemu sebi ki ste se ga naučili ali pa do katerega ste prišli v času korone in bi si ga dali samemu sebi pred enim letom in bili zaradi tega bolj uspešni. Kaj bi bila ta nek nasvet ali pa dejanje ali pa način dela, razmišljanja, do katerega vas je pripeljala korona? Mogoče kar Urban, Eva, Jaka. Ne vem, če imam lih kakšen nasvet. Ali pa spoznati. Ja, kaj bi bilo? Jaz bi rekel, da pa segmentirati stranke, pa če bi to že prej delali, bi pogruntali, bi že veliko prej na to začeli laufati vse skupaj. Hvala, super. Eva? Jaz bi mogoče rekla to, da ne preveč čakati, ampak raje kar štartati, pa pol sproti nekako rešuješ stvari. Super, cool. Vsega tako, čista startupovska mantra. Ja, pač včasih se mi zdi, da tako se ustavimo na eni točki, ko preveč razmišljamo, ne, pa to ne bo dovolj dobro, pa ne vem kaj, pa mine toliko časa, ko bi lahko že zdavnaj to bilo zunaj, pa bi pač sproti videli dejansko, če je to res za popraviti ali ne. Tako da, ne vem. Cool, super, hvala. Jaka, še ti kakšno stvar? Pa po mojem to, da čim več razmišljati to, kar je beyond obvious, ne, sploh zdaj, ko bomo verjetno v neko finančno krizo zajadrali, verjetno upamo, da ne bo preveč huda, ne vem, da probamo čim bolj razmišljati, kaj je obvious, ne vem, če bo nekdo naredil neki obvious, pomeni, da bojo vsi to naredili, če si ti pametnejši od ostalih, pa ne rabiš biti pametnejši, sam z drugega zornega kota moraš pogledati, ne. Tako da čim bolj odprto glavo imeti, po mojem.
Kratka, Eva, Eva je nik tečaj za moške, to je nekaj, kar še počne, ne. Škoda, da ga ni zdaj tukaj, da bi slišal to. Ena stvar še mogoče za na konec, mogoče se še kdo opogumi za kakšno vprašanje. Zdaj, vsi ste omenili, da je ta korona bila tudi zato na nek način razodetje, ker ste imeli več časa za razmislek, pa za stvari, ki jih sicer ne bi imeli, ne. Zdaj me pa zanima za vsakega izmed vas na kratko, ali si boste tudi v obdobju po koroni vzeli ta nek čas, ki vam je bil odločen ali pa je zelo dobro vplival na vaše poslovanje, tudi zdaj v tem nekem normalnem delovnem ritmu, v normalnem okolju. Skratka, koliko je ta neki višek časa v narekovajih pomemben in koliko boste ta višek časa zdaj integrirali v svoj urnik tudi v naslednjem obdobju? Ja, jaz lahko rečem, kaj lahko jaz povem? Ja. Jaz lahko rečem za naju dva, ki sva v bistvu oba dva izhajava iz osebnega trenerstva in sva oba še pred karanteno delala v fitnessu, da sva ful bila v dvomih ali pustiti te stranke, ki dejansko se trudiš, da jih pridobiš. Je zmanjkalo elektrike pri nas, ampak okej. Da se trudiš, da jih nazaj, mislim, da jih sploh dobiš. Mi da so pa prišli do te točke, ko smo začeli razmišljati, ali jih pustiti, oziroma pač outsourcati ali ne, ker dejansko je ta čas zate nekako, ne bom rekla izgubljen, ker se grdo sliši, ampak pač ti si v fitnessu in delaš tam, ne vem, 5-6 ur, medtem ko v teh 5-6 urah bi doma lahko naredil recimo za podjetje ful več. In so recimo zdaj med korono prišli do te odločitve, da je to res bilo ful dobro in da so zdaj 100% odločena, da zaključujeva v fitnessu kot osebna trenerja in da se bova zdaj res 100% posvetila samo v bistvu podjetju. Tako da midva bova ta čas zdaj usmerila in bova nadaljevala tako, kot da je karantena naprej. Cool, super. Urban, ti si naslednji. Ja, mislim, definitivno bomo probali v bistvu nek del cajta nameniti nekim stvarem, ki mogoče ne bojo jutri recimo prinesla več denarja v firmo, ampak da v bistvu nekaj novega probaš, se pravi inovirati, ne samo tiste stvari, ki že zdaj trenutno delujejo dobro, ne, probati nove stvari in to je to. Nimate pa prav tak, ne vem, taki Googlov, vsak drugi. Jaz bi rekel, da recimo moj pa od Sebastiana dan je itak basically vse samo pač delati neke nove stvari za firmo, pač recimo sploh moj dan je velikane, nimam nekih tako ongoing taskov, imamo pač vse prav, vse lepo account manager, pač vse z existing strankami, jaz sem sam pri problemih zraven, pa to, no, tako da pač to je že bilo dobro, edin zdaj, kar je pa to, da zdaj, gremo pogruntati še, kako lahko ta content creation nadgradimo, tako kot smo zdaj rekli, da smo pač from the ground up rebuildali vse, ne pa v bistvu sam iskati teh, kako lahko zdaj za 2% zvišamo reply rate, kako lahko za 10% zvišamo, ne vem, conversion iz sestanka na free trial, ne, da je pač rekel, kaj pa zdaj lahko čisto drugače naredimo, ne vem, kakšen nov kanal, kakšne take stvari. Super. To. Cool, super. Hvala. Jaka? Ne vem, če bom v bistvu čisto znal odgovoriti na vprašanje, zato ker jaz nisem toliko operativc, ampak bolj filozof, oziroma bolj tako pač mogoče z glavo vedno ene štiri korake naprej. In v bistvu je to glih ena stvar, ki sva se z Urbanom na Peru prejšnji teden pogovarjala, da se mi zdi, da bi mi mogli, jaz večino stvari, in to je, ne vem, meni osebno bil najboljši lesson Silicon Valley, da ne smeš biti najpametnejša, moraš ful dobro gledati, kaj drugi delajo in pol applyati te stvari na sebe. Ne vem, mi zadnjič smo bili z Urbanom pa Sebastianom, 2-3 ure na Peru in smo ful enih idej si zamenjali. In jaz bom zdaj lahko te ideje mogoče tudi pri nas uporabil. In po drugi strani
Po drugi strani, a ne, jaz sem preživel toliko pa toliko časa v ZDA, da imam tudi neke stvari, ki jih bosta pa mogoče one dva uspela uporabiti, a ne. In svet se toliko hitro vrti, da ful težko si up to date samo s knjigami in s članki in se mi zdi, da predvsem te neki founderji teh starosti, ki smo mi, a ne, ne vem, 23, 24, 25, ki še nimamo toliko veliko nekih drugih obveznosti, a ne, bi mogli po moje več časa nameniti tudi druženju med nami, pa šeranju nekih idej med nami, zato ker to je res, po moje, to največji prednost acceleratorja, no, da tim skupaj živi in zato je Povio toliko dobro rastel, ker smo mi vsi tam v Ameriki skupaj živeli in ga skozi hackali in pač skozi so se neke ideje krešale naprej, ne, in pač se mi zdi, da če ti uspe znotraj firme narediti tak isti loop, da se boš ful hitro premikal in mi bi tudi radi to naredili. Laura. Super. Hvala vsem trem za ta super pogovor, izčrpne nasvete, zanimive zgodbe, super zanimivo. Želim vam vsem, da se vam vsi cilji uresničijo, uspešno še naprej in upam, da se vidimo na kakšnem dogodku v živo ali online. Kot vidimo, tudi to super funkcionira. In da je tudi to zelo učinkovito. Tako da vidimo se vsem udeležencem, se zahvaljujem za udeležbo in vas vabim, da tudi naprej spremljate program Startup Maribor, vse kar počnete. Še enkrat pa za vse tiste tudi, ki vas zanima ta koinvesticijska shema, ki sem jo na začetku omenil, ki imate zasebnega investitorja, pa bi želeli to investicijo podvojiti, pa nas kar z veseljem kontaktirate in vam lahko pri tem pomagamo. Želim vam lep preostanek večera. Jaz grem na fitness, da bom lahko vsaj 2-krat na teden odkljukal svojo športno aktivnost in se vidimo ob drugi priložnosti. Lep dan in uspešno še naprej. Hvala. Čau, hvala. Ja.